Drage prijateljice in prijatelji, spoštovane sodelavke in sodelavci, študentke in študenti. Univerza v Ljubljani je naša največja in najstarejša visokošolska inštitucija. Kot taka bi morala v družbi uživati neomajen ugled, delovati v dobro družbe in biti tista inštitucija, katere strokovnost ni nikoli pod vprašajem. Žal se mi zdi, da se v zadnjih letih vse prepogosto pojavljamo v različnih aferah, ne znamo pa družbi pokazati tega, kar družbi dajemo, z izobraževanjem vrhunskih kadrov, z raziskavami, ki so pomembne za celotno družbo, pa tudi s pojavljanjem v javnosti, s katerim sooblikujemo družbo samo. Tudi v trenutni situaciji zaradi bolezni COVID smo bili vse premalo aktivni. Z izjemo nekaterih posameznikov, kot institucija, nismo javno nasprotovali številnim dezinformacijam, ki so in še krožijo v javnosti. Prav tako se nismo dovolj glasno, vsaj ne javno, zavzemali za naše študente. Univerza v Ljubljani je največja in vrhunska raziskovalna ustanova, a tega družbi nekako ne znamo ali ne zmoremo pokazati. Zakaj je tako, ne bom ugibal. Obljubljam pa, da bom naredil vse, da to spremenimo, če pridobim zaupanje vseh zaposlenih ter študentk in študentov na naši Almi Mater. Verjamem, da skupaj to zmoremo spremeniti. Beseda skupaj iz prejšnjega stavka je izjemno pomembna. Naša univerza je velika in raznolika, včasih slišimo celo mnenja, da je prevelika. Sam ne delim tega mnenja. Mislim, da sta velikost in raznolikost naše prednosti, da boljše kot do sedaj se moramo naučiti, kako jo izkoristiti. Naučiti se moramo sodelovati. Namesto, da nas skrbi, da bo naš kolega dosegel več kot mi, moramo ugotoviti, da bomo vsi boljši, če bomo sodelovali. Svet se danes srečuje s številnimi kompleksnimi težavami in rešitve zapletenih problemov so le v sodelovanju različnih strok. Družboslovja z naravoslovjem, medicine s humanistiko, tehnike z umetnostjo. In tu ima naša univerza za ogromna zakladnica znanja in kadrov, velike priložnosti in velike prednosti. Vsi vemo, da so materialni pogoji za delo na univerzi slabi. Zato se moramo ves čas zavzemati za povečanje proračunskih sredstev za razvojne dejavnosti, kamor sodite tako visoko šolstvo kot znanost. A to bomo dosegli le, če bomo imeli večji družbeni ugled, saj nas bo le potem politika jemala kot bolj resnega in kredibilnega sogovornika. Iskati pa moramo tudi nove vire financiranja, ki bodo omogočili še nadaljnjo rast univerze. To so lahko donacije, več sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom, pa tudi novi viri iz evropskih sredstev. Ker menim, da smo na teh in še nekaterih drugih področjih kot univerza premalo aktivni, hkrati pa verjamem, da imam dovolj znanja in izkušenj, da lahko to spremenim, sem se odločil, da kandidiram za vodenje naše največje akademske ustanove, Univerze v Ljubljani. Zavedam se, da to ni lahka naloga, a hkrati verjamem, da lahko skupaj, kot ekipa, ki jo sestavljamo vsi zaposleni ter študentke in študenti, dosežemo veliko. Skupen rezultat ni le seštevek posameznih rezultatov. Skupen rezultat je lahko mnogo več. Ker verjamem, da lahko skupaj spremenimo stvari, še izboljšamo kakovost naše univerze, vrnemo univerzi ter nasploh znanju družbeni ugled in delujemo kot enakopravna skupnost, sem se odločil, da sprejmem ta izziv. Če mi boste izkazali vaše zaupanje, obljubljam, da bo vse moje delo usmerjeno v dobrobit naše Alme Mater ter vseh njenih zaposlenih, študentk in študentov. Zavedam se, da trenutna situacija ni enostavna za nikogar od nas, ne za posameznike in ne za univerzo. A hkrati verjamem, da lahko skupaj premagamo vse težave. Zato mi dovolite, da na koncu citiram Winstona Churchilla. Pridite torej, pojdimo z združenimi močmi skupaj naprej.